kanali, žice in cevi. Po investitorsko je to vse, kar je drago kot zlato. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo tokrat govorili o BIM nivojih, celovitih BIM modelih, MEP-u in še čem. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Danes imamo v bistvu gosta, lahko rečemo skoraj, da je prvi takšen gost, zaradi tega, ker ga praktično v živo nisva imela prilike spoznati, razen oziroma pač na prvem seminarju oziroma konferenci CBIM v Lendavi lansko leto. Tako da toplo pozdravljam Primoža Terleta iz podjetja Živa hiša. Pozdravljam, Primož. Pozdravljen, Matevž. Pozdravljen, Robert. Zdravo, Primož, povej nekaj o sebi, povej nekaj o podjetju Živa hiša. Pozdravljam še poslušalcem. Kot je Matevž že napovedal, prihajam iz podjetja Živa hiša, kjer sem partner s mojim kolegom Matijo Reboljem in se če rečemo BIM načinom projektiranja, modeliranja, predvsem inštalacij, v začetku strojnih elektroinštalacij, ukvarjamo že od ustanovitve podjetja, to je zdaj teče že 7 leto. Da smo po duši in BIM-ovci od samega začetka naše lastne poslovne poti. No, lepo je slišati v bistvu, da živite že 7 let. To je recimo temu že skoraj redkost pri kakšnih recimo temu relativno novih podjetjih, ki so nastala v gradbenem sektorju. Skratka, izhodišče za pogovor imamo. Najprej smo si zadali, da bomo nekaj rekli o BIM nivojih. Večkrat smo že te stvari omenjali, pa nikoli nekako dorekli stvari. Aprila je bil nek rok za to, da podjetja sprejmejo oziroma se prilagodijo BIM nivoju 2 v Angliji. Tako da, Primož, kaj na splošno misliš o teh nivojih? Ali so potrebna za pač lažjo komunikacijo z naročniki? Ali je to nekaj, kar v bistvu konec koncev je samo nekaj na papirju, na koncu pa vsi stremimo k tem, da pač uporabljamo BIM tako, kot je v začetku bil mišljen, kot neko orodje za sodelovanje, neko tako celovit pristop v bistvu k temu. Naše oziroma moje mnenje našega podjetja je, da je definitivno končni cilj vsaj tako imenovani level 3, kjer vsi na nekem odprtem, enotnem in standardiziranem modelu komuniciramo s temi informacijskimi modeli. Seveda se pa ta velikokrat videna klančina tega levela 0 do levela 3, mislim, da ni tako slaba. Prehod iz enega obstoječega stanja stroke v neko novo, bistveno višjo, drugačno potrebo, v bistvu zahteva neko faznost, vsaj za večino strokovnjakov in uporabnikov. Tako da mi smo nehote ali po sreči štartali kar z level 3, ko smo začeli komunicirati z arhitekti na podlagi IFC-ja, kar v bistvu drugače niti nismo mogli. To ni zdaj neko herojstvo, neka zmaga, ampak slučaj bolj. Drugače pa je ta faznost potrebna. Če bi mi to oziroma države kar uzakonila, jutri moramo vsi iti na level 3, bi bilo to praktično nemogoče. Tako da je ta proces naraven, logičen. Edino, kar je vprašanje za vse nas ali pa za vse ostale,
kje se sami nahajajo, pa koliko hitro mislijo, da rabijo, da imajo še časa, da pridejo recimo na nek level 3. Kar se tiče nivojev, če pa rabimo kaj več razložiti, kaj nivo je, pa... Ja, mislim, da neke nujne potrebe potem ni, v bistvu v zapiskih bo povezava na razlago teh nivojev. Prej si nas tudi izzval v pogovore, ki smo ga imeli pred snemanjem, v to, da bi bilo primerno te BIM nivoje prevesti v slovenščino in nekako zato, da je enkrat na enem mestu to zbrano in napisano. Tako da smo ta izziv tukaj sprejela midva z Robijem, ali pa vsaj jaz osebno, tako da bomo to enkrat naredili. Mogoče še en večji izziv, ne, da bi recimo neka taka univerzitetna stroka določila naše nivoje, ne, ki bi bili pred tujimi, še bolj vizionarski. Ne. To saj jaz osebno, pa bo Robe pa lahko iz svojega stališča povedal. Jaz imam s tem, kako bo Slovenija in sprejemala svoje standarde in svoje strategije in še posebej na področju recimo BIM-a, rahlo sem skeptičen, na trenutke tudi močno, ker imam zmeraj občutek, da se delamo, da nekaj ni dovolj dobro za nas, kar so odzunaj, recimo v skandinavskih državah, pa v Angliji, Nemčiji in še kje to že davno sprejeli. Ne, tisto ni dovolj dobro za nas. Mi moramo se najprej sami zelo dolgo pogovarjati, na koncu pa spet sprejeti nekaj, s čimer nihče ne bo zadovoljen ali pa da bo v praksi že živelo samo zaradi nekih stvari, ki so bile noter zapisane. Tudi jaz moram reči, da se strinjam, da bi bilo že verjetno na začetku dovolj, če bi sprejeli vsaj tujo notacijo. Me ne moti, če temu rečemo pač nivo nič, 1, 2, 3, kako bomo temu rekli. Mislim, da bi šele potem, ko bomo to sprejeli, lahko bolj ambiciozne cilje postavili. Se kar strinjam. Je pa tukaj mogoče ena mera tega lastnega udobja, komforta, da ne rečem lenobe. Ne. En je tole slikco naredil in zdaj vsi krasno uporabljamo v raznoraznih razlagah, ne, namesto da bi se potrudili narediti kakšno mogoče za naš trg primernejšo interpretacijo tega. No in to je izziv za nas na fakulteti. Res je, kot rečeno, bomo se potrudili pa nekaj sestavili. Jaz upam, da tudi skozi pač BIM pogovore razširili to delno, pa tudi sicer jasno in študente in v praksi to nekako skomunicirali na ta način, da se bo vedeli, kaj je to level 2, kaj je level 3 v bistvu, ne da je bilo treba v neko literaturo gledati prav posebej. Tako, če jaz malo prevzamem naprej, meni je najbolj zanimivo pri tem pogovoru to, da imamo končno gosta, ne končno, saj smo že imeli enega gosta nazaj, ampak spet imamo gosta, ko bomo govorili o BIM-u, ne samo z nivoja gradbeništva, konstrukcije, ovoja, ampak lahko govorimo tudi o drugem. In recimo imamo v zapiskih pripravljeno celotno temo o tem, kako povezuje BIM tudi MEP. Če pojasnimo, kaj sploh MEP je. MEP pomeni v angleščini, lepi v angleščini Mechanical, Electrical, Plumbing. Po slovensko je bilo to strojne inštalacije in elektroinštalacije. Kot smo prej že malo govorili med sabo, ne, po domače, po investitorsko bi potem rekli tisto, kar je najbolj drago pri vsakem projektu. Zdaj pa mene zanima, Primož, če lahko malo poveš, kako je z BIM-om s stališča vseh teh inštalacij, kako vi to počnete v živi hiši, kako to sodi v arhitekturne modele in vse, kar sodi zraven. Ja, rekel, inštalacije so sestavni del zgradbe. Rekel, mogoče za primerjavo z našim telesom, če je naše telo zgradba,
so živci, žice, žile, so kanali, cevi in so enako pomemben ali enako nepomemben del kot okna in vrata, ne? Zidovi in stropovi in vse, kar zgradba je. Ne? Je pa res, da so inštalacije po večinoma v čem skrite, mogoče zaradi tega malo dane v drugi plan, kot neka motna, kot nek strošek, ki ga itak pol ne vidim. Ne? Kaj če imeti kvalitetne inštalacije, če se z njim rekel, mogoče z njimi, malo po slovensko ne morem pobahati, ne? Razen mogoče lahko kot ali radiator pokažem, ustavljati ni vse nekje v stenah. Pa mogoče tudi v stroki, rekel tak, če rečemo, stališča celostnega pristopa, optimizaciji, neki tehnično-cenovni v gradbeništvu prišli do takega nivoja, da nekako moramo na koncu na hitro, kar se projektiranja tiče, spacati te inštalacije in potem se jih tudi tak nivo prenese naprej na gradbišče, tudi tam temu tako pristopa. Tako da ne bi pa jaz rekel, da je zdaj, če smo mi drugače specialisti za elektroinštalacije, da je to bolj pomembno kot okna ali manj pomembno. Tudi v tem stališču BIM-a vse je enako pomembno. Ne? Če ena stvar manjka, je zgradba slabša, manj optimalna, manj komfortna, dražja za vzdrževanje, za bivanje. In tukaj BIM predstavlja eno platformo, kjer je to sodelovanje, tako bom rekel, za vsakega laika lažje, bolj plastično in ta komunikacija, razumevanje, da rabimo en drugega, da nobenim nas ni komor, ampak vsi se skupaj trudimo narediti čim boljši produkt. Mogoče eno vprašanje, ki pač se ga še nismo dotaknili zdaj, je predvsem mogoče to, kakšni so te arhitekturni modeli, ki pridejo od arhitektov, predvsem tudi ta neka interakcija potem, ko vi v pač te že naprej izdelane neke arhitekturne modele dodajate pač vaše elemente, pa jasno razumemo pač, da je to načrtovanje ni nek linearen posel oziroma nek sekvenčen posel, kjer bo pač arhitekti dali od sebe končno zadevo, potem boste pa vi nadaljevali. Kakšna je potem ta neka interakcija, ko pride do določenih sprememb, ki jasno potegne za sabo tudi neke določene spremembe v vaših modelih? Ja, zdaj, bom rekel, naša zgodovina BIM-anja je taka, da kot sem povedal, smo mi sami izbrali sebi eno BIM orodje, ki je zelo edino, ki je elektroinštalacija do nivoja projektiranja tako krogov po vseh evropskih standardih zagotovilo. Seveda potem je to specialno orodje samo za MEP in je arhitekturni modul zgolj razvit do nekega nujnega nivoja, do enostavnih tipov zgradb. In bom rekel, v primeru enega hotela, dubajskega hotela, s takim orodjem ni zmožno zmodelirati, niti v končni fazi ni mišljeno, da bo en elektroinženir ali strojni inženir modeliral gradbeno arhitekturo ali konstrukcijo. Tako da smo bili že v začetku prisiljeni na sodelovanje, v prošnje, v iskanje arhitektov, ki znajo tak model zagotoviti. Kasneje, če pa rečemo, se pred 2 leti pojavila še nova poslovna ideja, kjer smo začeli to orodje, ki smo ga sami do takrat 4 leta uporabljali, tržiti na področju Republik bivše Jugoslavije in potem zelo hitro tudi pomagati našim strankam implementirati BIM proces v njihov vsakdan. Ker čim ti en člen verige manjka, je ta veriga slaba, ne glede zakaj, kje. Pa je najlažje reči, da BIM ni v redu, še lažje pa reči, da OpenBIM ni v redu. Na koncu moramo sodelovati, moramo projekte uskladiti. In tle, če se pa vrnem, ko smo mi začeli te modele po Sloveniji, Hrvaški, Srbiji pregledovati, smo videli, da so na zelo različnih nivojih. In če bi zdaj mogel nekako vrstni red določiti, imamo izkušnje, da so
modeli hrvaških arhitektov bistveno pred našimi, mi smo pa pred, če rečemo, srbskimi. Čemer recimo Hrvati, ki se niso še nikoli srečali z nekim BIM projektantom, ki niso nikoli imeli zahteve, da jim kdorkoli, da za kogarkoli v IFC izvozijo, so praktično imeli model čist, skoraj brez vseh napak. So svoje postopke in svoje orodja dejansko zelo native BIM uporabljali, ne samo za lepe fasade, lepe rendre, ampak dejansko za v duhu informacijskega modeliranja. Tukaj so še vedno, največji izzivi, zakaj sploh jaz imam BIM orodje, dejansko sploh razmišljam v tej smeri, ali sam pač zato imam, ker sem ga pač iz kakršnega koli razloga kupil, in ne vidim še polnega potenciala sploh v BIM-a, sploh veliko arhitektov recimo se sploh ni zavedali, da ima BIM orodje. So pač rekli, imam Archicad, imam Revit, pa so uporabljali orodja po 5, 6, 7 let. To bi bilo verjetno v tem namestu vprašanje, ali sploh moramo razlagati ljudem, da naj imajo BIM orodja, če že itak uporabljajo BIM orodje. Mogoče moramo samo jim pokazati nove možnosti uporabe teh orodij. Kaj misliš? Jaz mislim, da kar, zdaj zadnjo leto, 2 je začeli ta terminologija BIM, OpenBIM, IFC, vsi ti razni izrazi, ki v končni fazi bi jaz rekel pomenijo eno isto, ni mogoče škoda, da imamo toliko sinonim, ker malo zmede vnašajo, da je treba to razlagati, Jaz bi rekel, plug je plug šele takrat, ko z njim plužiš. Do takrat je pa pač nek skupek železa in ga lahko zaradi mene, če si dosti močen, tudi za zabijanje žebljev uporabljaš. In bom rekel, pa formalno v tistem trenutku je to kladivo, plug. Tako da, tlej je ta percepcija realnosti ali kar velik korak, da jaz vidim, da v glavi vidim takole iz nas ljudi, naredimo ta preskok iz 3D-ja v BIM. Med 3D-jem in BIM-om je zelo karikirano svetlobno leto. Mogoče je pač nadaljne vprašanje recimo povezano tudi s tem, ali pa predvsem zakaj bi vprašal to, ker imate očitno zelo veliko stika z nekimi konkretnimi naročniki in konkretnimi projekti, jasno. Glede, v bistvu pač vedno se sprašujem glede modela uveljavitve BIM-a v Sloveniji. Misliš, da so naročniki dovolj seznanjeni z nekimi možnostmi, ki jih BIM vsaj na papirju omogoča? Jaz mislim, da taka neka splošna izobraženost naročnikov, investitorjev je relativno nizka. Vse, kar se Slovenije tiče, jaz se tole hecam na teh raznih debatah, ki jih imamo, bolj ali manj formalnih. Da vprašanje sploh definicije, kdo pri nas investitor sploh je. Za mene ni investitor nekdo, ki ima denar. Ali pa za mene je to investitor v gradbeništvu. Če ne loč, peke od okna, on vse, kar ima denar. On je lastnik kapitala, do pravega investitorja je tudi še dolga pot. Zaradi tega pričakuje, da bo po eno zelo parcialno znanje vedel, če še tega globalnega ne vedel, dejansko med investicijo v gradbeništvo, pa med investicijo v izdelavo zagotovitve najemati čisto eno isto. Pač to imam x milijonov, pa hočem iz njega x milijonov. Ampak niso ravno te, ki si jih omenil, recimo investitorji samo z denarjem, ravno te bi bilo mogoče najlažje prepričati v to, da bo recimo za isto zadevo porabil v bistvu na dolgi rok v celotnem življenjskem ciklu objekta predvsej manjši znesek, si s tem prvošel lahko namesto 2 bazena, zraven še 2 bazena plus teniško igrišče. Tako da
bi morda te bili najbolj takšni dovzetni za to, da vidijo, vsaj kot rečeno na papirju, ne bi BIM recimo določeni meri zniževal stroške celotne v življenjskem obdobju ene stavbe. Verjamem pa, da jasno v začetku so te stroški višji, kot pa če to na papir narišemo nekaj, ne? Ja, če investitor investira za sebe, pa je mogoče lažje, ne? Ker teh nekih statističnih podatkih, ki se takole pojavljajo v literaturi, ne? Da je tam samo 20% je strošek izgradnje, tistih 80% je pa potem od situacije izdelka na ključ do rušitve, 80% dejansko uporaba objekta, taki imajo, se je rekel človek lavično, kmečko logično večji interes, ali bi mogli bolj prisluhniti. Tisti, ki pa gradi za trg, njemu je pa tistih 20% pogača, njemu je pa tistih 80%, da bo objekt boljši in učinkovitejši, samo neka dodana vrednost, da bo lažje mogoče zreklamiral novega, ne, da že tako v dobro, v bistvu končnega kupca dela. Tako da tukaj so izzivi veliki. Kar pa bi rekel tako laično, je pa definitivno to najlažje, če to naredijo arhitekti. Arhitekti še vedno v luči investitorjev predstavljajo alfa in omega Boga, tisti, ki, kar arhitekt reče, je sveto. Tako da če mi vidimo tako, če arhitekt reče, da je BIM v redu, da je BIM nekaj novega, da to in sploh, pa bom rekel investitor, kar hitro mogoče narekovaje, če kaj še nasede, ne, pa kaj spozna, da je to boljše, kot mogoče sploh ne, ampak se odloči za BIM. Okay. Kaj pa meniš, obstaja pri vseh teh projektih, pa glede na to, da so projekti različnih velikosti, pa različnih vrednosti, obstaja kje neka kritična točka, kjer se prelomi, da se BIM splača, ali si mnenje, da so prednosti BIM-a dobre za vse velikosti projektov? Zelo tako, mogoče spekulativno vprašanje, ne? Mogoče vsaj Slovenci, ne bom rekel, avtomobile najbolj razumemo, ne? In mogoče vprašanje nazaj, ne? A Twingo ne sme biti komforten, zato ker je majhen. Ali ne sme biti optimalno izdelan, ker je majhen. Domena samo velikih limuzina. Mi smo prepričani, da se splača BIM-ati tudi eno družinsko hišo, alatrijsko hišo, ki je še bolj za dva upokojenca veliko 80-90 kvadratov. Ali pa tudi 60, da ne bo zdaj nekdo zagrabil, bo rekel 70, je to primer rekel, da se ne splača. Če hočemo optimum dobiti, je definitivno, ne vem, če je orodje boljše, ja še nikoli nisem slišal neke omejitve, da je pa zdaj BIM pristop prevelik za majhno zgradbo. No, to se jaz seveda strinjam, ne, da s BIM pristopom ni nič narobe, ampak glede na to, da vsaj zaenkrat v Sloveniji želijo za uporabo BIM pristopa pri enem projektu več denarja za isti projekt. Zato sprašujem, ali obstaja neka kritična točka, ker se v to definitivno splača. To je pač moje vprašanje z tega vidika. Sprašujem pa tudi zato, ker čeprav je v fazi projektiranja BIM pristop seveda absolutno ima svoje prednosti, ne? Se mi zdi, da ko pridemo na gradbišče, na teren, pa je pa čisto vseeno, ali bo to sprojektiran z BIM-om, ali bo to sprojektiran na papir, ali pa na roke, ali pa v CAD-u, ker dejansko izvajalci delajo pač, vsi, ki smo že kakšno investicijo, dejansko osvojimo, da delajo pač malo po svoje. Ne? In moje vprašanje je pač bilo v tej luči. Seveda se pa strinjam, da prednosti BIM pristopa pa so pač na vseh vrstah projektov. No, to, če mogoče še malo dodamo, ne, mi zdaj vmes v tej tržniški fazi BIM-a, bom rekel, smo šli tudi na srednjo strokovno šolo v Domžale, kjer se učijo bodoči vodovodarji in jim pokazali, kaj jih jutri čaka na gradbišču. Tako smo rekli, če en ne razume novega načina podajanja informacij, potem se tega ne bo držal, ker se ne more, ne da se noče. In smo do tisti, pridemo vedno nazaj do tistega najšibkejšega člena, ne glede, kot so ostali členi verige
fenomenalni. Zdaj, če smo ravno pri projektih in teh stvareh, lahko omeniš kakšen izveden projekt v Sloveniji, ki je bil dejansko v celoti narejen. Skratka, da je na koncu bil izdelan nek celovit BIM model z vsemi od arhitekture do MEP-a in do vsega noter. Kar nekaj, veliko zdaj že, ne samo več pionirskih procesov v določenih arhitekturnih birojih, poteka čisto na nivoju enodružinskih hiš, kjer že vključujejo tudi strojnike, elektroprojektante, malo počasneje, ampak tudi že so zametki. Drugač pa, sicer ne vem, do kjerega nivoja je šlo, recimo zadnja taka izvedena zgradba je Kristalna palača v BTC-ju. Tam je vsebin stališča arhitekture je bil BIM relativno na visokem nivoju. So imeli pa velike težave vključiti v to projektante inštalacije, zato ker nas je izredno malo. Mi smo takrat še začenjali to pot, da bi se mi kar podali, ker s prvim projektom tako veliko kvadraturo bi, če nas bi kdo povabil, ne vem, če bi sprejeli to, vse ne v taki zelo resni vlogi. Je pa tudi v tujini to v povprečju relativno začetni fazi. Tukaj so priložnosti za Slovenijo ogromne, da ponudimo trgu to. Druga, ki se pa zdaj dogaja, je pa ta srebrna hiša, ki je pa sicer bila samo arhitektura, zmodelirana z nekim BIM protokolu. Hoče pa zdaj za nazaj, pit spraviti v celoviti BIM model. Tako. Mogoče, Robi, da je še vskočen še enkrat, ker ravno ko je Primaš tole razlagal, se mi je utrnilo eno vprašanje. Pa ne vem, če smo se kdaj sprašvali, ker o BIM-u kot takem pač smo, vsaj midva z Robijem, gradbenika, nekako veva, da se na gradbeni fakulteti in tudi prej že najbrž kaj sliši o BIM-u. Mogoče ti veš, kako je to, skratka, na elektro, znajo te bodoči elektroinženirji, ali ti kaj slišijo dejansko skozi študij o BIM-u ali pa strojniki, da vejo kaj o BIM-u, ker konec koncev so vse te stroke dejansko del tega skupnega modela in jasno, če samo gradbeniki, pa recimo jasno tudi arhitekti, kaj o tem slišijo, je najbrž to premalo, ne? Ja, za skupen model je to definitivno ne premalo, ampak slabše. Se bom rekel, nek mladi diplomant strojništva ali elektrotehnike šele po diplomi resno začne s tem ukvarjati ali pa sploh začne s tem ukvarjati. Zdaj, če rečemo na strojnih fakultetah, je to malo boljša slika, so že stvari šle naprej, kot prej tudi rečemo malo bolj konstrukcijskih ali takih strojgradnih modeliranih orodij, SolidWorks, Engineering taki, ki tudi so zdaj IFC in so zmožni IFC model izvoziti. Če rečemo na mali domači ali elektrofakulteti, je pa stvar bolj, rečemo, kritična, so pa zdaj še lahko 2 leti nazaj sploh uvedli predmet inštalacij. Prej dejansko ti kot bodoči elektroprojektanci z tem nikoli nisi srečal. In šele ko si prišel v firmo, si začel sploh učiti projektirati. Potem je situacija zelo podobna kot v gradbeništvu največkrat. Ja, ampak bom rekel, vi se učite o konstrukciji, elektrofakulteta ima te splošne usmeritve, energetiko, elektroniko, telekomunikacijo, avtomatiko, Vsi rabimo neki elektroprojekt, prav, predmet se je šele zdaj uvedel. Mi smo sicer pomagali prejmiti učilnice s tem DDS-CAD-om, s tem orodjem, ampak implementacija je dosti naprej od tega, da smo to podarili zaenkrat ali žal še
ne gre. To ni najbolj perspektivno. Te ljudje bodo čez 4 leta prišli z fakultet praktično še avtoker, da imaš znam nič. Mene nekaj druga zanima tudi glede tega celovitega BIM-a, sicer sem zdaj prav malo slabe volje postal za to napoved v prihodnosti, tudi stališča druge vrste inženirjev, ampak za ta celoviti BIM, jaz sem sploh občutek tudi danes, ko govorimo pač o pripravi BIM-a v okviru projektiranja nekega objekta. Mene pa zanima, če imate vi na vašem podjetju izkušnje oziroma koliko izkušnje imate pa s tem, da se ta model gradi oziroma nadgrajuje tudi po izvedbi enega takega projekta. Recimo, ko že en objekt stoji, pa da se potem za kakšne spremembe, se potem ta BIM model nadgrajuje, pa se uporablja potem tudi za upravljanje stavbe. A imate kakšne izkušnje s tem? Ne. No, to, da bi prav lahko naštel, bom rekel, še ena roka preveč. Ne? To je res že zelo napredno razmišljanje. Ne? Tudi mi, bom rekel, zdaj se veliko govori, ne vem, o tem 7D-ju, ki je čist končni korak kompletnega BIM cikla. Ne? Sam jaz upozarjam vse, da dajmo mi najprej se zagnati, pa sploh ustvariti en celovit 3D BIM model, na katerem lahko naprej gradimo. Ne? Zdaj, da jaz rečem, da bom nabral znanja 7D-ja in čakal, da modeli pridejo, bom čakal, dokler ne bojo prišli in dejansko nimam kaj početi s tem znanjem. Tukaj je treba res zelo step by step. Kljub temu, da so tudi že v ročnih slovenskih podjetjih želje 4, 5, 6, 7 BIM-ov, ampak dokler imamo mi samo parcialni model, pa še ta z nekim končnim nivojem kvalitete, če se nima pa s temi nadaljnimi procesi kaj pomagati. Ker se nima kam priključiti. So pa zelo jih pomagamo. V timu v Hrvaškem, kjer imajo namen, ki so zdaj končati do enega meseca, nov hotel v Vinju. So vključili zdaj prvič arhitekti, ki so že dolgo na BIM-u še projektante elektrostrojnih inštalacij in imajo za cilj zgraditi, če rečemo, zero tolerance, big BIM, kako se to reče, BIM modela. Ne? In od tam naprej nadgrajevati platformo do čim bolj proti 7D. No, Primaš, v bistvu jaz bi to, recimo ta pogovor malo speljal še v smer recimo standardov, še posebej IFC standarda. Prej si omenil pač to sodelovanje z arhitekti, pa jasno tudi gradbeniki in tako naprej. Vsi te vemo, da uporabljajo različna orodja za modeliranje. To jasno pač v tem tretjem nivoju potem pomeni, da izmenjava teh podatkov ali pa imeti neko skupno bazo in to skoraj vedno pomeni uporabiti neki IFC, se pravi IFC kot nek standard za izmenjavo podatkov BIM modela. Kako je pa s tem na področju pač MEP-a? Zdaj, bom rekel, izmenjava modelov ali skupno modeliranje ali BIM server, kamor vsi mi te parcialne modele damo in skupaj zgradimo tako, ne vem, mogoče imenovano virtualno zgradbo. So seveda veliko, mi smo prepričani, da je to ta hip na svetovnem nivoju možno početi samo na IFC platformi. Ker tudi to je edini standardiziran zapis in zdaj, če naredimo enega novega, ki bo imel malo drugačen vrstni red parametrov, ne bo zaradi tega nič boljši in slabši, ne brez veze, da še enkrat štartamo z nule. Nek vsaj 20 let dela vloženja, to ni tako mala stvar. Seveda pa tudi to se razvija, gre naprej. Zdaj ne vem, koliko so poslušalci to se spustili. Trenutni IFC standard je 2x, je IFC 4,
Operativni trenutni pa 2x3. Na temu trenutno vse softverske platforme komunicirajo in imajo tako vse stvari nek svoj končni nivo. In predvsem, ker je do zdaj bilo zelo dobro pokrito z tem standardom ali z dogovorom, so, ko jaz rečem, največji volumni v zgradbi. Stene, okna, vrata, te velike elemente, ki jih vsi poznamo, so v IFC-ju že praktično perfektno standardizirani in je tudi izmenjava perfektna. Ko gremo naprej na MEP, pridemo tako na neke sisteme vodovoda, kanalizacije, prezračevanja, elektroinštalacij, tako močnostih, telekomunikacijskih, inštalacij za pametne zgradbe in tako naprej. Tam so pa recimo sistemi kot taki, če rečemo žice, cevi in kanali, tudi že zelo dobro pokriti in je tudi komunikativnost skoraj tako dobra kot s prej omenjenimi temi glavnimi gradbenimi elementi. Kar se tiče pa teh končnih elementov, rečemo izvora, pa na drugi strani ponora energije, pa dejansko do zdaj IFC standard tega sploh še ni imel pokritega. Pa ne, da to ni pomembno, ampak ker je to tako dolgotrajen proces, da se vse želje nas zberejo na kupu in da se potem naredi nek dober konsens, to traja. Zdaj, bom rekel, naslednji veliki korak je ta nivo IFC standarda IFC 4, ki je seveda poleg, da je v IFC upeljal ceste in viadukte, upeljal tudi IFC knjižnične elemente. To, bom rekel, kakorkoli se mogoče sliši malo, je kar velika stvar, ker neka trenutna vrednost tega je, da bomo vsi tudi do tega nivoja inteligentno med sabo komunicirali, ne samo na nivoju geometrije, ko mi že zdaj dobimo perfekten WC od arhitekta. Ta WC je sam lep, nič drugega. Nima nobenih za naše potrebe priključkov, mi moramo vse to ročno dodajati. Lahko se na neko točko snepa, ampak da pa mi iz tipa WC-ja točno vedeli, kakšna je potreba po vodi za splakovanje, kakšna kubatura na drugi strani prihaja fekalij ven, pa na nivoju, če rečemo, informacijskega prenosa do zdaj ni bila možna. Na drugi strani pa še stvar naprej, ki pa je zdaj tudi v tej Building Smart organizaciji, ki za te trende skrbi, nov moment, ki se dogaja, je pa, da mi, bom rekel, sploh v budućnosti ne bi več, bom rekel, modelirali ali projektirali na nivoju knjižnic, da jaz kot projektant med vsemi, rečemo, da v idealu bi vsi proizvajalci naredili IFC knjižnice in bo vse na voljo, in bom jaz zbral najboljši element, ampak da bom jaz, bom rekel, bolj opisno modeliral, projektiral in potem moj opis želja oziroma robnih fizikalnih pogojev poslal na oblak, da mi bo pa oblačna BIM aplikacija sama sfiltrirala, kateri proizvajalci oziroma kateri elementi pašejo v te moje kriterije in jih bo nazaj ponudila in jaz pa samo med tistimi izbiral. Drugače obvladovanje, če si predstavljate, ne vem, v gradbeništvu spet ni to neko tekmovanje, ocenjeval je 100 tipov sendviča zidov, v elektroprojektivi imamo pa recimo svetil na tisoče, kjer ga zdaj zbrati. Tako da tle gre zadeva, bom rekel, vsej tega idejnega stališča blazno naprej, ta implementacija nazaj do nas, do končnega uporabnika, projektanta pa te bolj leto mine, kot bi mili. Pa so kakšne informacije, kdaj bo začel programi uporabljati te IFC standarde z višjih verzij ali se še vedno čaka? Ker vem, da tudi novi programi, ki vam prihajajo, so klasificirani kot IFC 2x3 compliant. Ja, to naše orodje, ki ga mi uporabljamo, DDSCAD, je v prejšnji verziji že imel IFC MEP export opcijo.
Ta se je pol, ko je zdaj zadnja verzija, ki je uporabljena, verzija 11 šla, so to, bom rekel, ugasnili, niso zbrisali. Zaradi pač enega razloga, da smo bili edini, ki smo pač znali 2 leti nazaj IFC4 eksportirati in je bilo vprašanje, komu ćemo sploh to eksportirati, če noben ne more tega importirati. Drugo, razlog je pa bil, da trenutno na Building Smartu lahko, bom rekel, daš v pregled samo nivo 2x3 in pridobiti certifikat za nivo komunikacije, ki jo pač neko programsko orodje zmore. In bom rekel, se to zdaj malo čaka, ne. Kljub temu, da bi mi radi vse zelo hitro, ampak če pa širše pogledamo, da pa mi eno državo, eno Evropo in svet vključimo to, pa taki kot smo mi, ko smo mogoče so preveč pionirski, ne, pa mogoče malo prenestrpni, ampak če večina sveta še sploh BIM koncepta ni razumela, jaz pa, ko bom rekel, zdaj pač slučajno, parcialno 6 let že na IFC komuniciral, pa že 2 leti jamram, zakaj ni 4. Je ta izziv prehoda iz enega, če rečemo, iz konja na avto, tudi nič lahko hiter. Kljub temu, da je danes vsem jasno, da z avtom hitrej prideš nekam kot s konjem. Ja, to je vedno problem, kako ne samo, da je problem to najbrž pravilno implementirati v ta obstoječ software, pol najbrž obstaja cel kup problemov z obstoječimi knjižnicami, družinami nekih objektov, pa da ne rečemo o tem, da je vprašanje, če tem razvijalcem neko blazno v interesu, da bo pa ta IFC4 ali pa IFC5 v končni fazi enkrat res takšen, da pač teh native formatov sploh ne bom več uporabljal. No, je pa res, da recimo zdaj, bom rekel, veliko proizvajalcev programske opreme ima brezplačne viewer, kjer se lahko IFC modele vsaj pogleda, bom rekel, naredi dvoklikni element in ven prebere vse parametre, ki so bile strani nadležnega projektanta eksportirane. In do desetlet ima tako kot tudi veliko drugih svoj IFC viewer brezplačni, ki je mogoče zdaj že Solibri tudi začel, ampak vsej do par mesecev nazaj bil edini, ki pa na viewerju so pa pustili funkcijo vključeno in bil edini viewer, ki je lahko IFC4 odprl, sem spet kaj ne odpre, če noben ne eksportira. Če malo, da vse niso, če so se že tako potrudili, da niso vse zdaj zagrnili nazaj zaveso. Ja. Jaz mislim, da smo kar obdelali vse te stvari. Robi, kaj praviš? Mislim, da so da lahko gremo naprej na novice. No, pa pojmo. Super debata. Mislim, da se bomo najbrž še vračali kdaj na te stvari. Še posebej, ko bo enkrat recimo IFC4 spet pač zaživel do te mere, da pa ne bo samo DDS kot takšen, ki bo to podpiral. Skratka, v tem delu novice in priporočila pač recimo malo govorimo, kaj nas zanima, kaj je tisto, kar je vredno poslušalčevega časa. Primaš, povej, kaj si pripravil, če si kaj. Jaz sem tole, ko bom spet s tem, če rečemo, malo kecu IFC moril, ker z njim že toliko časa živimo in smo se z njim poistovetali in se nam karkoli drugega, če nehamo to početi, zdi korak nazaj. Ena novica, ki je na zadnjem novičniku od Building Smarta bila objavljena, je, da je organizacija CEN, ki je v Evropi zadolžena za standardizacijo oziroma za sprejem novih standardov za področje Evropske unije, prešla v zaključno fazo implementacije v svojo standardizacijo in tudi v evropsko standarda IFC4. On kot tak je že bil prej ISO certificiran, zdaj ga pa tudi CEN, bom rekel, prevedel na svoje užance in tudi vrši močne aktivnosti
da do konca leta preide kot nova norma za level 3 za področje Evropske unije. Ja, bomo videli, ne, kako se bo to dejansko izpolnilo. Skratka, jaz sem zmer pri vseh teh napovedih sem rahlo skeptičen, še posebej v Sloveniji, čeprav jasno, takrat, ko je na nivoju Evropske unije v bistvu neki sprejet, ko so neki evropski standardi, potem je pač Slovenija najbrž obvezna to v nekem določenem času tudi poklukati, ne? Ja, nažalost mi vedno čakamo v Evropo in pa v enem doglednem času in pa zelo hitro sledimo. Brez razmisleka. Brez razmisleka. No, jaz pa danes nimam novice, ampak imam eno priporočilo. In sicer, če se kdo med poslušalci ukvarja kaj z programiranjem za splet oziroma spletnim programiranjem, spletnimi stranmi in podobno, se verjetno velikokrat sreča s kakšnimi stvarmi, ki na enem brskalniku delujejo, na drugem pa ne, in potem ne veš zakaj in kje deluje in ne moreš pa poskusiti na vseh brskalnikih in podobno. Zato sem našel eno odlično spletno storitev, ki se reče caniuse.com, in tu na tej strani lahko za posamezne direktne stvari, ukaze preverjate, na katerih brskalnikih bodo delovali, na katerih ne. Tako da, če je med poslušalci kak programer, pa te storitve še ne pozna, tako priporočam, da si jo pogleda, ker jaz sem ugotovil, da mi zelo pomaga. Je tole moram reči, da prav impresivno zgleda. Še posebej jasno, da se ne bojo poslušalci ustrašili vseh nekih čudnih kriptičnih imen na prvi strani, kamor bojo prileteli, ampak polka pa uporabnik klikne na neko povezavo, pa dejansko vidi, kaj to predstavlja. In pol imate vse brskalnike z različnimi verzijami in tako naprej. Impresivno, res. Pa zelo intuitivno. Ja. Zelo intuitivno. Tako da, poskuste. Ok, hvala, Robi. No, jaz imam tudi eno tako priporočilo za en program. Program ScreenFlow za snemanje zaslona. Dela pač zaradi tega, ker uporabljam Apple računalnike, v bistvu dela jasno na Macu samo. Je pa pač zelo kvaliteten. Skratka, celoten zaslon v novi verziji omogoča tudi snemanje samo dela zaslona ali pa samo eno aplikacijo, se pravi eno okno aplikacije. Se pravi, če imate potrebo po kakršnih koli demonstracijah, pripravi nekih izobraževalnih videoposnetkov in podobnih stvareh, potem je ta ScreenFlow jasno en izmed boljših aplikacij za Maca, ki pač to dela. No, če gremo naprej, skratka, to so bila priporočila, proti koncu gremo, ostajajo še tale hitra vprašanja. Primaš, tukaj si ti na vrsti, da odgovoriš na 3 klasična vprašanja. In prvo vprašanje je, katera BIM programsko opremo uporabljaš oziroma katera je pač tista tvoj izbor. Ampak po do sedaj povedano, mislim, da lahko vsi uganemo, kjera to je. Kjer so pa možnosti, da polovičke že... Polovičke ne gre, lahko bi četrtino, ampak... Ja, tle je veliko predvidenih, ne? Ampak v bistvu v zadnji inkarnaciji tistega grafa bo tudi tenga, ki ga boš najbrž ti omenil, ne? Tako je, to je pač orodje DDSCAD od norveškega proizvajalca Data Design System, rodom. Kasneje so pa naredili izpostavo v Nemčiji in naredili veliko international verzijo, katero uporabljamo in tržimo in pomagamo implementirati tudi mi. Ampak da bi pojasnili nekaj, ne? Ker jaz sem bil presenečen namreč, da je ta DDSCAD je tudi del nemška.
Tako je. DDSCAT je bil samostojno podjetje, če še gremo dalj nazaj, na začetki DDSCAT-a so 32 let nazaj in so začeli z softverom za arhitekturo oziroma za modeliranje teh ameriških oziroma skeletnih zgradb. Kasneje so sami rabili, da bi v lastne projekte dodali, oziroma za svoje kliente dodali še inštalacije, pa so se po inštalaciji dejansko odcepile v DDSCAT MEP in zdaj dejansko njihov paradnikon DDSCAT MEP. To pa zdaj bo po mojem kakšno 3 leta nazaj, če ne že 4, jih je pa Nemček kupil, rekel z namenom, če mogoče bi rekli, čeprav oni tega tako ne propagirajo, da ima suite, tako kot ima Autodesk. Čeprav vseh, kot je zdaj 14 softverov, zdaj lansko leto so nazadnje kupili Solibri Modelchecker, ki je najboljši in edini softver za preverbo IFC modelov. In dejansko njihova strategija nemška je, da vsi njihovi programi znajo komunicirati in edino znajo komunicirati samo na IFC platformi. Nobenih internih eksportov, importov iz DDSCAT-a v Alplan, v Archicad, v Solibri in nazaj. Če naši ne znajo narediti, da bi znal z IFC-om komunicirati, naj to popravijo. Robi, boš ti drugo vprašanje obdelal, da se nam je spet ponavljalo. Drugo vprašanje je, to ima midva z Matevžem vedno tako polarizirajoče mnenje, da se mi bo jezik zapletel. Kako razumeš BIM? A je to zate model ali proces? Ali mogoče kaj tretjega? Glede na to, kdo me sprašuje, bom rekel, da je proces. Da sem malo ne, to ne velja. Je pa tudi res. Rekel, če bi mogel se odločiti z eno besedo, kot na sodišču, bi rekel proces. Odlično. Zdaj, če boste poslušalci pogledali ta naš nesrečen graf o teh hitrih vprašanjih, boste videli, da sem še zmeri edini, ki je odgovoril model, tako da jaz upam, da naslednji gosti se bojo tega zavedali in bo glasoval, kdo zame. Mislim, da lahko kar ukineva to vprašanje. Ne, jaz sem v bistvu včasih malo mazohista, v bistvu tako sem šel tudi zmeri, ne vem, kaj bilo treba se odločiti, kam še študirati, sem rekel, tam je zelo veliko matematike, ki je podobnega, ne. Bom jaz izrekel takšnega hrvaškega gosta, ker po moje slovenski noben ne bo več upal reči model, zato so se rekli, da je proces. Okay. No, zadnje vprašanje, pa spet vemo najbrž, kakšen bo odgovor, ampak vseeno, skratka, govorimo jasno o Open BIM-u oziroma standardih, ali je potrebno oziroma je nujno včasih malo potrpeti, ker vemo, da včasih ta IFC nesrečen ne dela tako, kot bi čist moral, ne? Ampak najbrž se splača malo potrpeti. Kaj praviš? Odgovor je seveda, da Open BIM ni prihodnost, ampak je sedanjost in sem prepričan tudi se tako nadaljevalo v prihodnost. Se pa trpljenja tiče, jaz vsem predlagam, na svetu je ogromno orodij, v BIM-u nič ni od nikogar. Kadarkoli lahko zamenjaš in če te eno orodje ne ustreza, ali pa v enem delu procesa ne ustreza, probaj z drugim, pa boš mogoče bistveno manj trpel. No, lepo, lep zaključek. Super odgovor. Ja, res. No, v bistvu smo pri koncu, tako da ostane še to, da Primož, povej, kje te lahko poslušalci najdejo, če želijo kaj komunicirati, vas kaj poklicati, da vi direkt poveste, kako in kaj z MEP-om in podobnimi stvarmi. Bom rekel, v fizični obliki me največkrat najdem na Letališki 27, kjer imamo svoje podjetje. Kar se tiče pa elektronskih komunikacijskih medijev, pa v nasprotju, da smo na BIM-u zelo naprej, smo pa na tem pa zelo tradicionalni. Rekel, lahko me najdejo na elektronski pošti primoz.tarle@zivahisa.si
ali pa me pokličejo, najenostavno je na 031 651 273 in to rade volje, da še največ grem na kavico, pa pokažem, kaj si nas gleda in celoviti BIM model, pa ker mislim, da drugače na teh platformah twitterskih in taktičnih in drugačnih je to, se mi zdi kar težko ta BIM stočiti v enem 2D slikca, pa da bo zelo jasno. Robi, povej. No, jaz sem še vedno dosegljiv na robert@klinc.net. Če komu bolj leži Twitter, na Twitterju sem @robertklinc, ampak še vedno tweetam vsem drugim, v BIM-u pa je zelo malo. In ti, Matevž? Skratka, najlažje, če greste kar na mojo spletno stran matevždolenc.com, tam so tudi vse te stvari polinkane. Tako da ob koncu morda samo še kako je z BIM pogovori na spletu in na družabnih omrežjih. BIM pogovore najdete na bimpogovori.si, kjer najdete tudi informacijo, kako se na podcast naročite. BIM pogovori so tudi na Facebooku in Twitterju, objavljamo sporadično. Nekdo je rekel, da je premalo, se bomo potrudili, da bomo več. Tako da ob koncu bi se res zelo toplo zahvalil Primožu, da si je vzel čas za tale kratek pogovor. Upam, da je poslušalcem določene stvari pojasnil. Tako da res še enkrat najlepša hvala. Hvala vama za povabilo. Upam, da tole IPC4 čim prej implementiramo, da se še kdaj kaj slišimo. No, vsekakor bova držala za besedo. Tako je. Res, skratka, najlepša hvala tudi poslušalcem za poslušanje in adijo. Adijo. Lep pozdrav.